Dobro došli na Odsvirki podcast. Za goste. Ja, to zdaj možeš veliko govoriti, ker tako me odrezala. Zakaj bomo odrezali? A ne bomo odrezali. Zdaj sem vod naredil za dvojino. Potem pa Matej naredil vod, lepo pozdravljeni v 13. epizodi Odsvirkov podcast. Jaz sem zdaj to ponosil. V glavnem, Okay. kako si kaj danes, moram te vprašati najprej. Danes sem, ne vem, se mi zdi, da zmeri, ko imamo špile za vikende, da rabim par dni, Ja, da se spraviš. nazaj na navaden termin spanja navadim. A imaš ful težave s tem drugače? Pa nimam težave, glih sam ne zbudim se da zdaj sem pa pripravljen na dan, ampak rabim malo več cajta. To jaz nisem nikoli, ko se zbudim, da sem pripravljen na dan. Jaz pa sem, če imam daljše obdobje, ko se zbujam ob istem času. Aha, jaz sem pa bolj tak, da se vstanem in pa let's do this shit, eat the frog, če vem, kaj me čaka. Mislim, probam tako, Ja, ne gre vedno. Tako da ja, danes bi se pogovarjali o eni zanimivi knjigici, eni zanimivi tematikici. Jaz se ne bi. Za vse iz Ljubljane, ki uporablja pomeševalnice. Tematikici. Veš, da vsi iz Ljubljane uporabljajo pomeševalnice. Ja. Če ne uporabljaš pomeševalničk, pol nisi iz Ljubljančkega. Pa je Ljubljanička. Ljubljančka. Ja, fajn. Tole bo Losing fans. Florian na žaru. Bo tole. Ja, pripravil si nekaj za danes. Pogovarjali bi se o eni knjigici, ki je meni odprla oči na široko. Oziroma, ta knjiga mi je bila res tako verjetno marsikomu drugemu, ki jo je prebral, oziroma ki se začel s tem ukvarjati. In si se govorim... Lahko gibam. Ne. Kama sutra. Ker bom jaz... Ne, okej. Tisti odpre kaj druga, ne samo oči. Zelo dobro. V glavnem, ena knjigica seveda, ki govori o denarčkih. Vega. Milionarjeva avtocesta morda. Ja, milionarjeva hitra cesta. Fast lane, kaj je fast lane? Millionaire Fast Lane. Kaj že avtor, kako mu je ime? Marko the MJD. MJ de Marko, kao, ja, okej. Nisi mogel, da je ponovil to, kar sem jaz čisto pobučil. Nisem si želel. A nisi si želel? Ja, ful fajna knjiga. Kdaj si prebral? Jaz sem jo prebral kar nekaj sajta nazaj že. Ja, tudi jaz, sicer. Ampak mi je bila res, priporočam vsem. Jaz zelo priporočam. Ena res boljših knjig o financah, pa o razmišljanju glede denarja, pa kak deluje denarni svet, ali kak bi rekel. Ampak zanimivo mi je bilo predvsem to, da knjiga zgleda ful, pa naslov, ful tak clickbaiti, pa Jasno, da tole je bo neki marketing shit, ne, da je nekdo naredil sem zato, da bo fajn zaslužil, ampak je dejansko zelo dobra vsebina. Ja, take cheesy Millionaires Fast Lane, ne? Ja, kako hitra postati, pa sploh v bistvu ne gre za to, ne, mislim. Ja. Kaj te pa, te kaj posebej presenetili glede te knjige, ali mislim... Ali pa, ali pa ne, bolj vprašanje, če se spomniš kaj posebej, kaj je bilo tako, da si si ful zapomnil, ali pa da te res, da si bil wow, da je to nekaj na novo, na to forum. Mislim, zelo okvirno to, ko si sam rekel, da ti odpre oči, ker ti da tak res dober okvir, kak razmišljati o služenju denarja, ne? Ampak zelo to, da me je ta knjiga, se mi zdi, precej usmerila v iskanje priložnosti za ustvarjanje dobička, kjer tvoj čas ni ful vezan na ustvarjanje dobička. Se pravi, to, kot dela to primerjavo med klasično službo, pa med tem, da imaš neko sredstvo, ne? Ja. Tako da pol pa itak te ful dobre primerjave, ko boš tako govoril o tem, o pločnik, pa pas, pa prehitevalni pas, ne. Tako da moram malo revisitati. Tako da fajn, da si to danes dal na plano. Ne bom naredil. Mene je še vsajen, po moje, to je itak, kar si vse omenil, ampak meni je bilo najbolj to, da ti malo oči odpre in sem bil veš ta moment, da v bistvu se res verjetno da. Ja. Ker še vsem on govori tako, da zdaj nič ne obljublja, ne? Pa da ti si še vsem sam odgovoren za sebe, ampak
here's how I did it, recimo na ta način. Zdaj pa mogoče sam na hitro, njem zdaj on, ne vem, Američan. Ne vem, sad on niti nima veze, v glavnem prihaja iz družine, kjer je imel mamo samo hranilko, menda. Okay. In ni bil privilegiran, ba je zdaj to je tako, ne, pač take with a pinch of salt. On je pa mislim, da prva stvar, ki ga je pripeljala do največjega zaslužka, je v bistvu bila spletna stran, na kateri si lahko ti najel taksije pa neka luksuzna vozila. Če se spomnim prav nekaj v tej smeri. Mislim, da neke limuzine. Tako je, mislim, da je tudi sam mislim, da je pol razširil to. Je pa tak, da je on delal vse sorte, med drugim je pa tudi bil ta valej, kako se to reče po slovensko. Ne vem. Mislim, da je tudi to delal, no? Da ti pač se prepeleš v taksijo, pa on ti pač ali ti odpelje vozilo, ali ti pomaga ven, pa tako. No? In pol je videl, da ima v bistvu tukaj pred sabo neko ključno maso, bi rekel, ljudi, ki bi se lahko zanimali za njegovo storitev. Pa je pa tak, da mu je spletna stran karatala, pa je mislim, da vmes prodal, pa je pa nazaj kupil, pa je še za več prodal. Če se prav spomnim. To druga pa nič, tak se zdi, kukar na hiter nek navaden smrtnik, ampak zdaj. Ja, sej zelo... To je vedno tako. Zelo se mi zdi, da se vidi v knjigi tudi, da ni zdaj, da se on trudi, da ti bo nekaj prodal, ne? Ja. Pač zelo je, tako si rekel, da ti da občutek, da se res da, ne? Ja. Pa zelo je razumljivo, kar opiše, ker da pač ful dobre primerjave. Ja, pa dosti življenjsko, ni nič kaj takega, da bi rekel, to pa zdaj, to je pa čist nedosegljivo, ne? To pa lahko sam nekdo, ki je ful ne vem, ki je prevošen. V bistvu res take resurse uporabil v začetku, ko pač. Je pa res, da zdaj ni več škoda, da nisem na to knjigo naletel čim prej, kao, ne, ker zdaj še vse ni tak applicable, ko zdaj spletna stran se mi zdi, da ni več tak nujno dobro gonilo nekega biznisa, kakor je v prvi strani, so zdaj socialna mreža pa moja, ne. Sam osnovni principi so pa še zmeri čist zelo aktualni, ne. Tako je. Ampak no teže po moje pol prenest še vse v to. Zdaj pa v glavnem on se že v začetku knjige pač polaga bravcu odločitev, se boš zdaj, če si pripravljen tradati oziroma menjati svoj čas za denar, ne? Pa kakšne so vse zdaj, pa se bomo itek to pač pol omenili, pa to se bo itek prepletali. Ampak v glavnem prva stvar se mi zdaj bila to, da veliko omenja, da smo ljudje oziroma nasplošno ful odvisni, tako sem rekel, da delaš 1 uro, pa dobiš za tisto 1 uro plačan, ni to nekaj, kar bi ti ponavljal, pa recimo problem imaš pol, če bi ti hotel ta svoj biznis razširiti, naprimer, da polko več strank imaš ti res ful velik dela in si se v bistvu eno kletko zaprl na konc, ne? Ja, tako. Pa veliko nas je odvisnih od samo enega vira prihodkov, to je pa navadi služba, ne, imaš neko navidezno varnost, ne, in zelo dobro omenja, kar se mene mogoče kar dotaknilo. Ko recimo pravimo, da služba je kao najbolj stabilna stvar, pa vsi prelagamo, pa čakamo, ja, ko bom pa v penziji, bom pa šel ne vem kam in pač ni nujno, da boš sploh dočakal to, ne, ta čas. Veliko ljudi pač tak, da ful dela celo življenje in v bistvu sploh ne pride na koncu tega, da bi sploh imeli čas uživati. Pa še ena pomembna stvar je tukaj zdravje, ne, ki pač vpliva tako, da so vse se gradi na nekih predpostavkah, če bo to, če bo bonus, če bomo, ne vem, če bom dost priden v službi, če se bom izkazal, če bom zdrav, če ne bo prevelike inflacije, če bo v redu pokojnina, sorry. Tudi je velika, mislim, da naredi neko primerjavo med tem, ko si zelo razlagal, da govorimo, da je klasična služba pač varna, pa stabilna, ne? Pa da primerjavo v smislu, če imaš klasično službo ali pa če si, bomo rekla po naše, samostojni podjetnik in ne, imaš kaj o tem napisano, ker vem, da zelo pač napiše, da še vedno pač, ko si ti v službi, si pač prepuščen na milost pa nemilost temu, kaj se bo s tistim podjetjem naredilo. No, to tudi nimaš dejanskega nadzora. Ja, in pa nimaš glih nekega vpliva odvisno zdaj od tvojega položaja, ampak če si zdaj ti nek visok executive direktor, je tudi velika verjetnost, da imaš, ne vem, si preobremenjen na vsakem primeru. Ali pa če imaš celo delež firme in dejansko imaš vpliv, ampak če si pa en navaden delavec, pa še vezano je na to tvoje zdravstveno zavarovanje, ne?
Se pravi, še to si pa v bistvu plačuješ, če nisi zaposlen. Veš, kaj mislim? Ne. Sorry. Jaz sem pozabil to omeniti, da on je Američan, ne? Aha, tam je glede zdravstvenega zavarovanja precej in tam je to full bonus, če imaš ti kot v službi, ko si zaposlen. Da daš zdravstveno zavarovanje, ki ti ga plačuje delodajalec. V večini si Američani sami se morajo plačevati. Ja, to je res, ja. In tudi je v bistvu pa nek riziko, da če boš ti brez tistega šihta ostal, boš tudi brez zdravstvenega zavarovanja ostal, če ti ga delodajalec tam omogoča. Ne? Da v bistvu služba ni safe. Ampak zdaj, ko si omenil prej, to, da si samostojni podjetnik, je pa tudi zelo dober in zelo pogosto omeni to, da zdaj ni pa rešitev to, da samostojno podjetje odpraš, ker to si zdaj sam naredil nov način službe, v kateri si pač sam zaposlen. In ni zdaj to. Ni samo po sebi, da odpraš SP, ni nobena rešitev, pa dokler ti delaš, dokler ti zamenjaš denar za čas. Ja. V bistvu, ne? No sej ni zdaj ful bolj varen biti samostojni podjetnik, sploh ne, bolje tvegano. Ampak bolje point, da ne moreš pa tudi reči, da je navaden šiht bolj varen. Ne? Ja. Ker je to, mislim, zdaj je to odvisno tudi, koliko si priden, pa kaj si se odločil delati. Ampak mislim, da reče nekaj v tem smislu, da če si ti podjetnik, je tveganje više, ampak so tudi nagrade ful više. Medtem ko na navadnem šihtu imaš pa tveganje nizko, pa nagrade so tudi nizke. Mislim, tudi ni nizko tak tveganje, ne? Sam niso nagrade... Mislim, če gledaš iz dneva v dan, tako bi rekel, da veliko ljudi najbrž živi, ne bom zdaj zastopal, je pač tak, da delam en mesec, pa dobim pač konc meseca recimo plačan. Ne? In to je to. Vsak mesec tečejo tekoči stroški, vsak mesec veš, da bo plačan načeloma na računu, sploh če si v javnem sektorju. Mislim, da si manj obremenjeno, pustimo zdaj delovne pogoje, ampak še vseeno. Se mi zdi, da je privatni sektor pa tako je lahko drugačen, ampak načeloma v firmi, kjer je to poštiman, to ni ena taka skrb, s katero bi se ti ukvarjal pa veliko. Ja, to je res. Tako da v glavnem hočem sam še to poudariti, da zdaj, tudi če imaš ti samostojno podjetje, ki je uspešno, ni zdaj to še ne pomeni, da si pa ti zdaj naredil nek preboj, ker lahko da še vseeno isto moraš ful velikega časa ložiti, sploh če si nek manualni delavec. Sicer tega zdaj primankuje, ne? Mogoče ne pravimo, da je to slabo, ampak sam kaj pač avtor omenil. Nek povzetek. Ja, tukaj bi še sam dodal, ko smo primerjali navaden šiht pa podjetništvo, da je dal primer, da če imaš ti navaden šiht, klasičen, z nekim rednim prihodkom. Torej, tako smo rekla, tvoj prihodek je ful vezan na to, koliko delaš. Ja. Je problem tudi, da je zelo to omejuje tvoj življenjski slog. In takoj, ko si ti neki prvošiš, kar je mal izven tvojega rangea, tvojega prihodka, ne, imaš težave. Ker imaš tak fiksen dohodek, ne? In si bolj pač labilen v smislu, da si ne moreš nekih stvari prvošiti, medtem ko tam pa več riskiraš, pa lahko imaš boljše nagrade, da si lahko več prvošiš. Potencialno, ne. Da ti v bistvu pol, če si, mislim, da je njegova pol definicija tega, da si ti prebil in da si dejansko uspešen to, da nisi odvisen od časa pa od kraja, recimo, kaj delaš pa koliko delaš, ne. Da je to neodvisno, da ti postaviš nek sistem, ampak več o tem mogoče kasneje. Pol o tem pa govori to, ko si že zdaj omenil, si jo rekel pločnik, si rekel sidewalk, kaj si rekel? On pač omeni... Jaz sem si tudi najdel malo, ko imam nekaj zapiskov, ampak jaz sem si prevedel takrat pločnik, vozni pas pa prehitevalni pas. Ja, se je vredel. V glavnem on omeni te, recimo, kaj so to načini življenja oziroma... Ja, neke poti, ki jih v življenju hodiš. Prehodiš, ja. Po katerih hodiš. Torej, omeni sidewalk oziroma pločnik, slow lane oziroma neko, kak si rekel, vozni pas, pa recimo fast lane, to je pa neka avtocesta oziroma prehitevalni pas. Oni tako v vsakem tem nameni ful velik strani, zdaj ne bomo šli za tako poglobno, ampak sam, kaj je poanta. In zdaj pač pločnik oziroma sidewalk tukaj pa sam prevladuje neka psihologija takojšnjega užitka, ne, da ti zdaj impulzivno, zdaj boš živel za danes, ne, to je zdaj ta mentality z roko v usta, bi rekel, ne.
In tukaj v bistvu se mi zdi, da uporabljajo tisti, ki so na tej, dajmo reči, poti, uporabljajo denar kot neko emocionalno orodje oziroma kot nek ventil, ne, s katerim ti nekaj kupiš, da se boš boljš počutil, naprimer, ne. Ali pa se nagradiš mogoče, ne, jaz sem pa delal 8 ur, zdaj pa lahko si privoščim, da grem pa zapravim. Čeprav, zdaj, ko si rekel, sem delal 8 ur, jaz sem si razlagal, da tisti ljudje, ko so na šihtu, z nekim rednim dohodkom so v bistvu na voznem pasu, so v povprečju. Ja, ni nujno, zakaj? Ker on je, mislim, da Pločnik definiral kot revščino. Oziroma ljudi, ki nimajo nobenih ciljev pa ambicij. Jaz mislim, da ti si lahko še vsejen, kolikor se spomnim, pa kolikor sem zdaj, pa kar imam napisan, da je ta sidewalk še vsejen tak, da ti si lahko zaposlen, ampak ne delaš nič v tej smeri sploh, da bi ti bilo kadarkoli boljše. Veš, čist zanikaš, da bi sploh lahko se mogoče rešil iz tega tako vseeno, vse skupaj. Ne? V bistvu, pa rečma... A veš, nič ti ne bo pomagal, če boš zdaj dal vsak mesec 50, stran se vseeno. A se lahko pa strinjamo, recimo, da bomo dala na Pločnik, ne? Ja. Se pravi, itak revščino, ampak revščino iz razloga, da nimaš ambicije narediti nekaj boljšega. To se postrinjam, ja. Plus tisti, tako si zdaj rekel, ko so v službi, pa recimo zapravijo ves svoj tekoči dogodek, ki ga dobijo, pa isto nimajo ambicije. Mislim, nič ne upravljajo z njimi, njim je res vsajen, niti ne vidijo nekega smisla v tem, da bi karkoli naredili za svoj finančni dobrobit. Pa tukaj bi sam izpostavil, da tudi tisti, ko so na voznem pasu pa v povprečju, da ni to zdaj pač, da je point tu neko sramotenje, da tudi tisti ljudje lahko živijo neko normalno, pač zadovoljivo življenje. Prehitevaš. Sam, da je lahko na prehitevalnem pasu dosti boljš. Je kukar za koga. Ja. Ker zdaj dosti boljš, a si se ti pripravljen zdaj odreči nečemu, kar si bil navajen zdaj 5 let delati, ne? Ja. Ker ti v bistvu s tem pri ljudeh, ki so recimo zdaj na sidewalku, si pač z denarjem kupijo oziroma mislijo, da so si kupili delček svobode, ne? To je zdaj lahko nek nakup, ki si ga ne moš privoščiti, kredit avta, ki si ga ne moš privoščiti, ali pa nek statusni simbol, da si ti kupiš neko uro. Zdaj se spomnim, da na Pločniku niso sam revni, zato ko je tudi rekel nekaj na to foro, da lahko imaš ti ful visok prihodek, pa si vseeno na Pločniku. Tako, ja. Ker pač vse zagoniš. Ja, ker je stil življenja dražji, kolikor to, kar si lahko dejansko privošči. Sam recimo v tem primeru oni ne naredijo čist nič in niti ne vidijo smisla v tem, da bi karkoli naredili zato, da bi jim bilo boljše. V glavnem bistvo je to, da nek višek denarja ti nič ne reši, ampak sam z vsakim denarjem, ki ga dobiš, si poskušaš malo zvišati življenjski stil, čeprav si tega ne moš privoščiti. Ja, to je tudi ena od stvari, ko se mi je ful utisnala od te knjige, da pri tem sidewalku je to govoril, da ni skoraj nikoli problem v pomankanju denarja, ampak v upravljanju z njim. Zdaj ti si zadnjič omenil, v zadnji epizodi smo se pogovarjali tudi o egu in zdaj dober test za nekoga, ki pač bi se hotel prepričati, če je na tem pasu, bi bilo vprašanje, če dobiš zdaj dodatnih 300 evrov, a boš zdaj ti to dal v nek asset? Neko sredstvo? Ja, v neko sredstvo, tako ja. Ali boš ti zdaj porabil za sebe v liability? Še to zdaj prevedeš? Obveznost. Hvala, Rich Dad. To je eno tako vprašanje, za katerega se moš tudi... Ne vem, jaz se dostakrat vprašam, kako stvar kupujem, ne za vsako stvar, če si jim poči gumije, se nam za tako stvar vprašam. Ampak če pa to mogoče nekaj, kar vidim, da zdaj večkrat kupujem, naprimer, ali pa če je več denarja gre, to je pa mogoče se smiselno vprašati, ali je to zdaj obveznost, ali je to... Kaj si rekel? Sredstvo. Ali je to sredstvo, ja, tako je. Ja, to je pa, ko si rekel, Rich Dad, Poor Dad. Računovodstvo, pač imaš sredstva pa obveznosti. Tako. In sredstva v bistvu ti prinašajo denar ali pa ga držijo, obveznosti ti pa jemljajo denar. Ampak tam je bilo bolj v smislu, da imamo ljudje malo napačno predstavo včasih, kaj je sredstvo v našem življenju. Da recimo, če si ti lastiš stanovanje ali pa hišo, misliš, da je to tvoje sredstvo, ampak je v bistvu bolj obveznost, ker imaš z njim sam stroške. Sredstvo je samo v primeru, če ga oddajaš. Ne? Tako je, da imaš nek profit pa od tega, ki te malo olajša tvoja situacija. Dobro, zdaj pa gremo na slow lane, to je ta drugi pas od 3. Ja, vozni pas.
vozni pas, tako. Tukaj so ljudje, ki sicer znajo ravnati nekako racionalno, ampak še vsaj je to, bi rekel, kopičenje neke vrednosti, počasno pa ful odvisno od več faktorjev, mogoče preveč, ne, ampak to je res. Tukaj so recimo ljudje, ki pač isto hodijo v službo, ali pa tudi ne, no, ali pa so tudi privatniki, ali kakorkoli, pa znajo upravljati recimo s svojim denarjem, ampak so si vse cilje zastavili zelo dolgoročno. Ne. Je to, ne vem, v Ameriki je ful popularen ta 201k, ne? 401k. 401k, ja. No, to je kao v bistvu, to je pač sistemi, kjer v bistvu ti prek delodajalca zbiraš sredstva, ki jih boš pa imel za porabiti v penziji. Ja, to je zelo... Ne poznamo čisto, ampak ja, nekaj ameriški sistem, ja. Sej mislim, da tudi nekatere slovenske firme imajo tole, to bilo včasih, ko si lahko v neke stebre vplačeval in pol si ti ob penziji lahko... A to je to, ko imaš neki tretji steber, kao... To pa ne vem, če je isto. Ja, jaz tudi nisem se kaj preveč s tem ukvarjal. V glavnem, to so recimo ljudje, ki pač itak tudi tako, po mojem, midva investirajo v neke sklade, pa v neke delnice, recimo, ne, ali pa tudi, če hočeš... A si zihar, da ti to delajo, ko so na voznem pasu? Ja, zato, ker tukaj gre za to, da ti še vseeno upravljaš svoj denar, ampak vse, kar boš dobil, bo okrog penzije. Aha, ok. Aha, da je zakasnjeno. Zelo zakasnjeno, ja. In skozi odlaga, tukaj je zdaj ful ta disciplina in zdaj ne bomo živeli zato, da bomo lahko pa si nekaj kupili. Pa še zmeri tudi, ko so na voznem pasu, najpogosteje je njihov čas ful vezan na služenje denarja. Se pravi, da prodajajo to eno obliko svobode, svoj čas, za drugo obliko denar, pa da imajo... Da menjaš 5 dni v tednu, ko delaš, za 2 dni, ko si fraj ali pa za počitek. Mislim, da to v večini še vseeno veliko delamo, da ti zamenja. Pač res je načeloma kar težko, da ne zamenjaš. Vse to je že tok družbeno pogojen sistem, ne, da boš... Ja, to je edini najbolj relevanten trenutno, se mi zdi. No, to je čisto normalno, da ti pač si v šoli in pol greš v službo in pol si v službi do penzije in zdaj... Ja, pa da si vikende fraj, zato ker so takrat tudi vsi drugi fraj in si lahko z njimi. Ne? Tako je, v bistvu drži. Vse je kar problem, pa če imaš obraten urnik, tudi če si cel teden prej frajko, težko, ko ga dobiš. Razen mogoče popoldan, ne? V glavnem, tukaj se ne gre, da bi zdaj ta pas bil neumen, ali pa da bi zdaj bili, bi rekel, pešci tega na tem pasu neumni, ali pa da ne znajo, ampak je sam... preveč tako zelo statistično gledano zahteva to, ne vem, pač par desetletij, da dejansko nastane kaj iz tega, pa da je to dejansko stabilno skozi, je pa to tako, sem rekel, zdaj skozi to odlašanje. Zelo delayed gratification. Kar ni narobe, ampak ni pa, da se ba je boljš, ne? Ampak v tem primeru je to ta Tim Ferriss mentaliteta, ko imaš to knjigo 4-urni delovni teden, da zakaj bi ti celo življenje šparil, da greš v penzijo? Ja. Če pa, ko priješ ti v penzijo, ti pač mogoče ne bo več zadelati teh stvari. To tudi, ja. In mislim, da je malo podobno tudi mentaliteti, ko je Ferriss pač rekel, da bi bilo boljš, da bi si ti penzionistično obdobje razporedil na mini penzije čez celo življenje. Tako da bi bil, ne vem, da bi 9 mesecev v letu delo, 3 mesece bi bil pa fraj. Tako je. Da bi bilo ful bolj smiselno, ker bi ti zadovoljeval to, kar si želiš narediti, pa kak želiš uživati v svojem času na podlagi tega, kak si ti trenutno. Ne? Ker pa, ko boš ti šel v pokoj, boš imel čist druge pač potrebe pa ideje tega, kaj bi rad izkusil, ko si imel, ko si bil mlad. Mogoče celo ne boš sposoben več enih stvari. Kak je žal, imaš energijo, čas, pa finance, ne? In zdaj, ko si ful mlad, ne? Recimo, da ima reči otrok, imaš energijo, pa čas, nimaš financ, ne? Pol, ko si recimo srednjih let, pa si na, recimo, da ima reči na slow lane, imaš energijo, pa imaš finance, nimaš pa časa, ne? Ker imaš obveznosti, pa družino, pa službo vsak dan, pa delaš 8 ur, pa 2 ure se voziš sem pa tja, ne? Recimo, pol, ko si pa ti recimo v penziji, ne? Imaš pa, recimo, da ti gre dobro, imaš pa finance, pa imaš čas, ne? Nimaš pa energije, ne? Pač vedno nekaj tredaš, ne?
Zanimiva mentaliteta. Meni je dalo to nekaj podobnega zamisliti, ker sem bil tekom srednje šole, pa mogoče na začetku pač študija, ful take miselnosti, da moram res na vsaki stvari čim več prešparati, ker sem, mogoče, ne vem, ker sem v takem pač odrastel in nisem nekako si velikrat pač pustil nič uživati, ne. Pač niti neki iti na pijačo, neki iti pojest, ne. In pol mi je to malo spremenil, ko sem enega poslušal, ta Ali Abdal, ne, ki je rekel, da ti, če ne izkoristiš, ko si pač mlad, da malo uživaš, ne, ker pač, bodimo fair, lahko si to prvošiš, ne. Sploh zdaj, danes. Vse je tudi zdaj subjektivno. Dajmo reči, da mi smo še vsem privilegirani, ampak da lahko to rečeš, ampak zdaj, v čem kdo uživa, ne. To je tudi, ja. Ampak, da tako podobno, ko si ti rekel, ti boš imel, če bo vse šlo po sreči, boš imel vedno višji prihodek, pa vedno manj časa. In ti bo pač žal, da nisi tega časa izkoristil, zato, da bi malo užival, dokler si lahko, ne. Na tem mestu še vsem gre poudariti, da še vsem, da v bistvu sploh ne vemo, kaj vse imamo, pa da v bistvu smo precej privilegirani. Ni, pač, da trenutno, kjer smo mi zdaj, da nimamo lakote vojn in tako naprej, da pač je res izobilje, ne, če tako gledaš, čeprav večina ljudi misli, da ga nimamo. V bistvu, baje, to moram fact checkati, ker nisem ziher, ampak če imaš pametni telefon, si top 1%. Jaz ne vem, če je to zdaj glih nujno, zato ker ti imaš tudi ljudi, ki so v vojni, pa nimajo čistnicam, še vse imajo pa telefone, ne. Ja, ne vem. Mislim, da sem dal premalo pogojev. Da je bil pametni telefon ena izmed stvari. Da imaš pametni telefon, pa da lahko greš ven jest. Pa da imaš pitno vodo. Ne vem. Ampak ful smo pač visoko uvrščeni, dosti više, kot pa si misliš. Ja, jaz mislim, da so, ker dejansko si na tople, imaš streho nad glavo, lahko si marsikaj prvošiš. Tada je mogoče, to je zdaj moment za, da pomislimo, zakaj vse smo v bistvu lahko hvaležni, pa v bistvu lahko vemo. En trenutek tišine za hvaležnost. Trenutne, kaj pa če bi naredila glih obratno, da bi naredila trenutek hrupa za hvaležnost. En trenutek ASMR-ja. Ne vem, če se to kaj čuje. Ok, dovolj. V glavnem hvaležni moramo biti za take stvari, ker to ni samoumevno, nič ni samoumevno. V redu je, to smo kar hitro zašla. V redu, gospod pisatelj De Marko reče tudi, da v bistvu, tudi če vse delaš prav, ni generacije, kjer bi bile stvari, ki niso izven tvoje kontrole. Škaj mislim? Ne. Tako da, v bistvu, da začneš ti prav čas delati, če začneš prav čas delati tem, pa če imaš neko tajo knjigo, pa da te mogoče v tem izobrazi, imaš veliko večje šanse, da ti v bistvu iščeš neke priložnosti, pa da se že takrat usmeriš izven sistema, kot je začrtan, pa začneš s tem ukvarjati. V glavnem, tako smo rekla, sidewalk, ljudje, ki pač recimo imajo reden dohodek, ampak ne znajo z denarjem sploh upravljati in jih tudi ne zanima in so zaradi tega živijo iz dneva v dan. Ali pa niti nimajo rednega dohodka. Tako, ali pa nimajo rednega dohodka. Ja. Torej, tukaj res ni čist nobene stabilnosti, sam da zapraviš hiter, kar sploh imaš. Slow lane so pa tisti, ki pa recimo imajo reden dohodek, pa finance relativno verjetno v redu poštimane, ampak si bo lahko bistveno več stvari prvošli, če imaš zdaj apetit, ne, šele čez, ne vem, v penziji, da imaš, ne, ali pa čez 40 let, naprimer. Ne. A imaš tu na tej točki, ko smo prvoznem pasu, ne vem, kak je notar izraz, jaz rad prevedem stvari in imam napisano nenadzorovani, omejeni vpliv. Ne, imam zlato kletko, še imam sicer, ampak povej. Da tukaj zdaj, ko smo na voznem pasu, da je težko ustvariti bogatstvo. Zato, težko je ustvariti bogatstvo, ne? Ker to, ko smo se menila, da nimaš ti ta nenadzorovan, omejen vpliv, pomeni, da nimaš nadzora nad svojim dobičkom. Pač imaš samo to, da lahko zamenjaš šiht ali pa da lahko se mogoče spogajaš za malo večjo plačo. To so pa kind of tvoje opcije, ali pa da dobiš še en šiht zraven, ne? Ampak spet še več časa boš porabil, da boš več zaslužil. In da je tukaj služba
nekako opredeljuje to tvojo vrednost, koliko si sposoben zaslužiti. In če daš enačbo, da služba je tvoja urna postavka krat število ur, in to je v bistvu enako tvojemu času. Se pravi, toliko imaš cajta, toliko lahko časa posvetiš delu, toliko lahko zaslužiš in tam se pač to je tvoj limit. Največja omejitev tvoj čas, ja. Tako da, ker je tak od časa ta enačba odvisna, je precej slaba, zato ko ne bi smel toliko časa menjati za denar, ker čas je največ vredna valuta. To je edino, kar dejansko ne moreš nazaj dobiti. Lahko si en del kupiš mogoče, ampak kaj pa zlata kletka, poznaš se, to je dosti podobno. Ja, to je pa to, da si ti zdaj na tej meji, da recimo lahko si ful stvari prvošiš, ampak boš mogel za te stvari, ki si jih boš lahko prvošil, boš mogel pač tradati ful enega časa. Pa glih na taki meji si, da lahko si prvošiš, sam nimaš pa toliko manevrskega prostora, da bi lahko zdaj nekaj novo naredil. Torej imaš dovolj, ampak se vsajen pač zraven bojiš izgubiti to, kar imaš, pa premalo, da bi zdaj lahko dejansko nek konkreten preskok naredil, ne? Ja. Zdaj recimo ti zelo comfortably živiš, ne moreš pa se čist recimo odcepiti od tega, da pa zdaj ne bi rabo ful biti pogojen pritiskom pa temu, da pač delaš vsak dan, pa da priješ zvečer domov recimo, ali pa ne, tako da to nekako te ubije tvoj, da ima reč podjetniški poskus, še preden karkoli začneš, ne? Malo bom sam za filozofiral, ker sicer tega ni nič v knjigi, ampak mislil sem te vprašati, kako se ti zdi, to sem zelo pomislil, če se ti zdi, da lahko človek glih zaradi tega, ker je njegov čas toliko preveč povezan z tem, koliko lahko zasluži, da pač človek zaradi tega svojemu zaslužku višjo vrednost pripisuje, ker je več časa porabil, da ga je dobil. Če razumeš moje vprašanje. Ne, še pa probi to, dok si... Se pravi, ponavadi se nam velikrat v življenju več vredne zdijo stvari, za katere smo več mogli delati, pa se matrati. Aha. In če imajo mogoče ti ljudje višje zadovoljstvo zaradi tega, ker so pač toliko časa zamenjali za ta denar. Nijam jaz glih odgovora, ampak sam tako... Mislim, ja pa ne, ker zdaj ti, če gremo zdaj na nek skill, ki si ga ti pridobil s tem, da si ful delo, ne? Ko boš ti zdaj recimo ta prvič pa ta drugič to delo, boš ful enega časa porabil, daš določene stvari še ne študiral, ali pa da imaš že to par let, ne? In ti lahko pol v razmeroma dolgem času v tem primeru, ko se ti še učiš, narediš neko stvar, ne? Recimo, da je to zdaj neko manualno delo, ali pa tudi če je nek produkt. Medtem, ko če si ti zdaj zelo dober, boš to naredil zelo v kratkem času. In zdaj tega, ki je to prestal, pa da je pač da je to oseba, ki je osvojila neko znanje, s katerim pa lahko v zelo kratkem času odpravi neko težavo, bo sigurno bolj cenila kot pa nekdo, ki tega ni delal, ne? In pol, če imaš recimo ti si tisti, ki iščeš to storitev ali pa ta produkt, ne, od tega človeka, boš recimo se boš čudno počutil, če bo on zdaj zelo hiter ti pač dostavil to storitev ali pa produkt, ne, in mogoče tega ne boš cenil, kakor tist, ko bo to, ki bo porabil ful veliko časa za to, ne. In boš ti kar, a veš, sorazmerno s tem, koliko časa je on naložil, boš ti vredno zadal, ne. Ker to je tudi, kak recimo pripisujemo višjo vrednost stvarem, ko imajo višjo ceno, ne. Ja. Da mislimo, da so več vredne, sem zato, ko so dražje. Tako da jaz mislim, da sigurno to bi veljalo prej za nekoga, ki je pač šel čez ta proces učenja, pa da je prišel do tega, da zna zelo v kratkem času dostaviti produkt oziroma narediti neko storitev, kakor pa nekdo, ki jo sam potrebuje, ne. Je pa tudi to, ko sem rekel, verjetno ful odvisno od tega, kak ti subjektivno v svojem primeru službe doživljaš, če si v redu plačan za to, kar delaš. Ja, sigurno, da drugače. Pa tudi celotni način, kako boš dostavil, to je... Ne vem, če ti dam en tak primer, recimo, ko sem začel delati, ne, smo mi med drugim montirali tudi dostopne točke, ne, to je za Wi-Fi. In zdaj, jaz, ko sem se začel to učiti, sem rabo, ne vem, za priklop tega, malo pretiravam, ampak recimo cel dan, ne, ker ti v zadnji moraš, pač, ok, imaš fizično točko, zdaj pa ti jo moraš dati v kontroler, pa moraš jo skonfigurirati, recimo, ne.
pa pol moraš tja prinesti, pa na pravilno mesto preklopiti, pa spet testiraš, če vse dela, ne, pol če lahko ti potrdiš, da to recimo dela. Ne? In zdaj, ko ti začneš to delati, vzame recimo cel dan, pa še pripravo, ne? Medtem, ko si pač ful bolj zverziran v tem, pa ko pač poznaš sistem, je pa to pač narejeno, pač pa imaš 5 minut dela, ko veš. Ne? In pa recimo, ko smo prišli v stranki, pa smo bili tam, tudi če smo prišli 2, ne, ker recimo moš lojtro, pa vse skupaj naprimer, ne, lestev. Je to pol trajalo 5 minut in on je kao, vi ste že, ne, koliko je zdaj to vredno in pol poveš ceno in pol, koliko pa to, ne, če ste bili pa zdaj 5 minut tukaj. Ja. Pa bilo v bistvu boljš, če bi zdaj 3 ure tule se sprehajal, pa neki vrto, pa ne vem kaj delo, ne, pa bi bilo pač zaradi tega bolj vredni. Ne, ker si ti ful vložil enega časa, pa enega znanja v to, da si sploh prišel do tega, da lahko v kratkem času to narediš. Recimo za firmo je bilo to super, ker je to pomenilo, da da je lahko firma v krajšem, oziroma v enem delovniku obdelala več strank. Tako. Ampak na tvojem primeru tvoja urna postavka je ostala pa enaka, ne? Ti si še vedno isto časa porabil, ali pa celo še več dela upravil, zato da si isto bil plačan. Ja. Zdaj, če recimo zdaj res delaš v neki firmi, kjer je pač, kjer cenijo trud, pa koliko si ti dejansko zdaj doprinesel, pa koliko si naredil dodane vrednosti, ne, pa boš imel s tem pogojene tudi recimo neke nagrade, pa to itak si ti šel sam prilagajaš ali pa tak, ne, zdaj eni pol, ne bom zdaj rekel, da našem primeru, ampak pač recimo imaš nekoga, ki pač bi lahko pol še 10 takih storitev naredil, pa ne bo tist čas pol za sebe recimo porabil, ali pa bo šel na ful dolgo malca, ali to je zdaj tako čist iz stališča zaposlenih na terenu, ne. A bi pa lahko rekla, da je limit voznega pasa pač v bistvu, kolikor si sposoben si urno postavko povečati. Kolikor si sposoben svojemu času, v katerem delaš, povečati vrednost. Ja ne, zato ker tukaj se greša vseeno, da ti odlašaš ful dolgo za nekaj, da si boš lahko čez par desetletij prevošel, ne. Tukaj ni zdaj poanta, koliko zaslužiti v najhitrejšem času, ampak tukaj so pač ljudje, ki ful dolgo odlašajo, oziroma ki si naredijo plan zelo dolgoročen. To je poanta tu. Ne strinjam se. A veš, ker to razmišljanje, s tem razmišljanjem bi se pa ukvarjal tist, ki hoče pa preko v penziji do čim več zaslužka prijeti. Še vedno lahko pa ta človek si reče, da lahko pa več prišpara, pa več da za penzijo. Ker je lahko več zaslužil s tem, kar je delo. Vem, sam recimo ti lahko še vse en pol to narediš, pa še vse si ne boš nič prvošel do penzije, ne? Ja. No, se si še zmeri na voznem pasu. Ja. Vem, sam se pravim, da pač po moje v voznem pasu zdaj to, da so pač tisti, ki ful dolgo, pač predolgo odlašajo. Tukaj si bo lahko prvošli šele v penziji nekaj. Tu, če zdaj ti ful zaslužiš, pa znaš ful fajn delati, ampak ti si zdaj v eni kletki zaprt in do penzije ali pa do nek časovni okvir, ko si postaviš. Mislim, da nisi razumel mojega vprašanja. Ok, probi še enkrat. Rekel sem, da če lahko rečemo, da je zgornji limit, kar lahko tisti, ko je na voznem pasu doseže, toliko, kolikor lahko... Aha, zgornji limit tistega, ki je na voznem pasu, ja... Toliko, kolikor lahko on za svojo urno postavko pač zasluži. Pa je povsem menj, ko naredi s tem denarjem, ampak po tvoji logiki ga pač da za kasneje, ne. In bo pač kasneje imel več, ne. Ampak to je največ, kar lahko on vpliva na to, koliko bo imel sredstev. Še vedno je pa z časom pač povezano njegov zaslužek, ampak da skuša čim bolj povečati, koliko je ta ura njegova vredna, če uro pač vzamemo delovno. To je pač največ, kar lahko človek na voznem pasu naredi, preden gremo na strategije, ki so pa na prehitevalnem pasu. Sam miš, da ti ne moreš recimo uporabljati strategij, ki so na prehitevalnem pasu, pa še vseeno ful odlašati z vsem, tudi ko bi si že lahko kaj prvošel. Da pač ne veš, ne? Da nimaš ti tega zavedanja, da se da, da fast lane sploh obstaja. Lahko, ja. Ker tukaj je glavni problem zdaj to disciplinirano prenašanje tega, da zdaj ne moreš si ti prvoš, da boš živel svoje življenje, ne? In jaz mislim, da lahko ti vse strategije uporabiš, tudi ki so noter, pa zdaj, če se ne zavedaš tega, da ne rabiš do penzije čakati, to je tvoj problem, ne? Torej ni omejitev sam čas, še vseeno. Ampak to je spet tak. Meni je to glavna lučnica, razumem, da je čas omejitev. Ker je ravno to point, zdaj, ko bomo šla na prehitevalni pas, da
ne tredaš veliko časa za delo. Ampak čim manj. Ja. Sam, če si ti vsaj ne dovoliš, da si privoščiš stvari, oziroma da prideš do nekih potešitve nekih apetitov, ko si jih prej zadal, veš. Ko bi si jih že lahko, pa si jih vsaj ne, kaj je to pa? Jaz nisem tega sploh potegnil z te knjige. Jaz sem to iz drugih knjig. Mi ni bila ta knjiga o tej temi sploh. Ampak mi je bila samo o tem, da si kupuješ čas pa svobodo. Ok. Ja. Let's leave it there. Ja. Ne vem, ko jaz tudi nisem zelo tako, to bomo pokličali Demarkota. Ja, lahko. Imam pa, da vidim, če se bo ja. Se smo se zanč dobili, pa... Ja, sem zanč, nije se me modil. Ja. Tako da v bistvu... Je rekel, da mora iti na šiht. Ne praktisa, kar priča, ker ni imel cajta. Ja. Okay, ker ni imel cajta. To sem zdaj podrejal vse, kar smo govorili. Vredi, zdaj pa gremo na Fastlane. Kaj te to je, čuj? To je pa prehitevalni pas. Me tukaj ful drugač beden prevod, da uporabiš besedo vzvod, pa še rima. A je... Kao... Leverage. A ja, leverage, ja. Ja. Čeprav, a ni v tem... Ja, se je vzvod. Sam velikrat prevaja tudi kot vpliv, leverage. Sam je to tudi pol fora, ker imaš angleške besede, ko lahko ima ful pomeno ena beseda. V glavnem vse ni treba vse prevedeti. Ja, to je res. Ja, sem, če imaš kako slovensko, to mene, ker jaz pol študiram, kaj bi zelo to pomenilo. No, recimo leverage mi je bil tako jasen, tisto zvod mi je pa tako, jaz sem pa na neke fizikalne lastnosti se osredotočil. Ja, ne. Kako zvod, škripec se pojavi, pol hiter pa tak. Napišite, kaj si predstavljate pod leverage. Tako. V glavnem zdaj pa tukaj bi pa rekel, da je Fastlane oziroma prehitevalni pas pa ni zdaj, da ti hiter na nekaj zaslužiš tombola, ampak je to neko zavedanje pa delo na tem, kaj te lahko privede od tega. Da te v bistvu, od tega, da si ti zavedaš, da če imaš podjetje, da nisi ti zdaj delavec v njem, kjer menjaš čas za denar, ampak da si ti lastnik, poustvarjaš v sisteme, načrtuješ, delaš strategijo, nisi pa dejansko v operativi. Mislim, lahko si tudi, ker itak nekje moraš znati tudi po moje dobiti, pa tudi da sprobaš, ne? Ampak je to zavedanje še vsaj po moje, oziroma tudi pol itak, da delaš to, da se tega držiš, ne? Ker v službi imaš recimo to, da pač čas za denar menjaš, v Fastlane pa taj, da vzameš najprej svoj čas, pa narediš nek asset oziroma nek sistem ali pa strategijo in pol to nekako pretvoriš v nek ponavljajoč dogodek, ki ti pa pol generira zaslužek, ne, da ima kar reči po moje. In pač tukaj je tudi mogoče to, pač tukaj po moje se prvič začnemo pogovarjati face to tem, da zdaj internet res lahko neka čarovnija na koncu, ne. In je res nek drug način razmišljanja. Vse sigurno je bil kdo pred njim, ki je to pač, ki je uporabljal to, pa ki je uporabil ta vzvod. Ampak tukaj je pa zelo dober upisan, pa da je pač knjiga res v to usmerjena. Se tudi mislim, da največji del knjige pa o tem prehitevalnem pasu, pa kako priti na ne. To nas vse še čaka. Zdaj smo na 4. postavki od 14. V glavnem, Fastlane je pa verjetno obstaja tudi offline lahko, ne? Torej, če si ti zdaj nek privatnik z neko firmo, kjer delajo, kjer so neke storitvene dejavnosti, lahko ti še vse narediš, da bo ta sistem skalabilen oziroma razširljiv, da ima reč po moje. Imaš kako boljšo? Ne, vsej razumem. Okay. V glavnem tukaj gre samo za to, da ti nisi v sistemu kot operativec, pa zdaj nekaj manualno delaš in še vedno menjaš svoj čas za denar, ampak načrtuješ, oziroma si ti v zadnji. Tudi takrat, ko ti ne delaš, imaš verjetno prihodek. Ne? Tukaj je pa res lahko paše v ta izraz pasivni prihodek. Čeprav on to tudi kar precej negira, se mi zdi, zato ker on ful veliko govori o tem, da nič, pač da pasivni dohodek še vseeno v bistvu ne obstaja, ker ti nekaj moraš narediti, da priješ do tega, ne? Ali pa tudi mogoče nek majhen del vzdrževanja ali pa prilagajanja, ne, na koncu ti nič. To je ful tako zanimivo, neka obljubljena država se pojavi, da boš ti kar nek imel pasivni dohodek, s katerim se ne rabiš ti nič ukvarjati. Tudi če imaš ti nepremičnino, še vseeno mora, ki jo oddajaš, ne, seveda. Ali pa tudi, zdaj, če bi jo prodal čist, pa da bi pol s tistem denarjem naprej nekaj naredil, to je mogoče, ampak ti si še vseeno mogel ful enega časa vložiti, na primer. Ampak je pa pasivni takrat, ko se z njim ne ukvarjaš, medtem ko imaš pa ti aktivni prihodek,
Je pa tak, da ti Ga vsak pa dan ni, delaš za to. dokler tebe Tako, ni, ne. Tako, ja, Ja. v bistvu. Pa pol recimo na koncu pomeni ta exit, oziroma kak ti zdaj prekineš to, da se pač odcepiš od tega, da dejansko se ne rabiš ukvarjati, pa pol recimo prodaja firme, ali pa če hočeš prodaja nepremičnine, če zdaj res to, če so zdaj res taki denarji v tem, ne. Imaš kakšen komentar? Ja, na to mislil temo? sem na temo tega pasivnega prihodka, sam da kot je res skoraj čist pasivni prihodek, mislim, da, zdaj ne vem, se mi zdi, da je to v tej knjigi, on omeni obveznice. Aha, tudi verjetno, ja. Zato ker, ampak pol, ko imaš ti res veliko količino denarja, ne, Ja, da lahko greš v to. da Ja. daš ti res full cash not, ker je to sicer zelo majhen donos, ampak zelo varen. Ja. Generalno gledano, in da tam pa res pač stoji gnar pa nastaja. Zdaj, če si ti dal v obveznice 1 milijon evrov, je to lahko kar nekaj letno gledano. Ne? Tako, ja. Če Mislim, jih boš dal pa 1000, je pa to tukaj v bistvu pol nastane nek pasivni dohodek. Ja, pasivni dogodek. Prej sem še mislil nekaj okrog tega reči. Pa zdaj ne vem, ampak je povezano z slow laneom. A ja, to, da govori v bistvu, da Kulk so, da govori tudi o tem na slow lane, da v bistvu njemu se zdi to, da ti majhne vsote vlagaš v neke ETF-e ali pa v neke, oziroma na splošno karkoli, kar drži recimo vrednost, pa ti vrača vrednost, da je brez veze, dokler ti nimaš res nekega konkretnega zneska, da lahko ti pa živiš od tega. Če nočeš, da zdaj to full dolg traja, ne? To je pač zdaj, če neke zelo majhne, recimo zelo pogosto, oziroma tudi kar mi delamo, da pač ti skar lahko si privošiš nek del, ki ti ostane viška, ne vem, 50 evrov ali kakorkoli na mesec, da daš ti noter, ampak to bo zdaj pač trajalo par desetletij, ne, da boš ti prišel do nekega konkretnega zneska, s katerim lahko si pa kaj privoščiš, oziroma ne vem, tudi nehaš delati, če hočeš, ampak to je pač pa 20 let, 30 let stran, ne, naprimer. Če bi pa hotel res hiter, bi si pa mogel reči, zdaj bom dal pa vsak mesec pol plače. Zdaj pa kdo to si lahko pa zelo malo ljudi privošči. Težko. To zdaj pa najprej to, ko smo že tako menjali, da je čas kot valuta, ne, in zakaj je zdaj urna postavka čist matematično omeji rast, ne. Zato, ker so ure omejene, tako si rekel, in zdaj, če sam iz tega izhajaš, poleg ur je omejena tudi energija, ne. In zdaj pa, če greš še na večji scale, je pa pač življenje je omejeno, ne, in zdaj prej, ko ti začneš v drugi smeri razmišljati, da boš nehal tradati te svoje ure za neko vrednost boljše, ne. In zdaj, da ti delaš več, ni strategija, oziroma lahko je, če to zdaj res en kratek čas, ne zdaj desetletja, ampak recimo nek čas boš ti tak mogel, pa neko energijo boš ti tak mogel uložiti v nek sistem, oziroma pač kamorkoli, da boš sploh kaj imel tega. In zdaj je vprašanje, kako enak rezultat dostavim 10krat toliko ljudem, brez da bi porabiti 10krat toliko časa. Ne? To je ta zakon efektivnosti, ko reče, da najbrž, na več življenj, ko vplivaš, bolj bogat boš. Ne? Tako je. Več vrednosti, ko dostaviš, več boš dobil. Ja. Jaz sem zelo napisal, da je skaliranje je število prodanih enot, magnituda je pa... Aha, ti si prav enačbo spisal. Magnituda je pa profit na enoto, profit je pa zdaj skaliranje krat magnituda. Torej, število prodanih enot krat profit na enoto je res tist enačba, kot ti naredi. To skaliranje bi mogoče sam razložil, tukaj gre za širitev. Tako, širitev, ja. No, to mi je bilo čisto čudno, drugače, da prevod. Ja, ne vem, kako bi dal. Ja, tudi mi imamo skalo, ne? Ja, tako je. Ne vem. Okay. V glavnem, pomembno je zelo, da ne zamenjamo zdaj službe za samozaposlitev, to zdaj ni rešitev. Ne? Zdaj, če odpreš ti SP, boš pa zdaj svoboden. Mislim, lahko, ampak zdaj, če je tvoj posel oziroma tvoj dobiček 100% navezan na neko tvoje delo, to ti še vsem prodajaš ure, pa ti izvajaš, pa ti rešuješ in si samo v bistvu zamenjal šefa za neke stranke. In zdaj vsaka stranka v bistvu tvoj šef, ne? Mislim, on celo priporoča, da če je le možno, da odpreš del, samo zato, ker te formalno odveže od tega, kar delaš. To je meni čist insane, drugače, da imaš ti, ne vem, predstavlji si, da imaš... Da ne odgovarjaš s svojim razpoloženjem. Da imaš nekaj... Ne. Z razpoloženjem.
Misliš, zdaj pa sploh res ne vem besede. Odgovarjaš svojim premoženjem. Premoženjem. Sam tukaj ne odgovarjaš svojim premoženjem. Kje? A ja, ne, v bistvu ja. Pri SP-ju ja. Ja. DOO-ju pa ne. Ja, tako. V glavnem, hočem reči, da je meni čisto noro, da so to samo stvari, ko smo si jih mi izmislili, ko samo v naši domišljiji obstajajo. In če ti zdaj imaš, ne vem, recimo ti se voziš s Hyundaiem, pa pride do neke serijske napake, pa imaš ti zaradi tega neko prometno nesrečo na cesti, pa se ti odločiš tožiti Hyundai, pač ti Hyundaia kot firme fizično ne obstaja. To je samo v naši glavi pa na papirju. Ne moreš v bistvu sploh tožiti neke osebe direktno, ki je za to odgovorna in zato se tudi reče družba z omejeno odgovornostjo. Ne? To je čist noro. Dolžen okrog in okrog. Ja. To pa nisem čul še. DOO to pomeni. Dolžen okrog in okrog. Ne, se je kar nekaj. V glavnem to zdaj tukaj je pač najbolj ta pomembnejša ločnica med nekim operaterjem, operativcem, ki pač dejansko nekaj dela, ne? Ki trada te ure, ali pa to lahko ti na začetku narediš, pa pol na ownerja, torej operativce pa ownerja, ne? Owner je pa tak, mislim, owner. V tem smislu, da gradi nek sistem, ne? Ki pa pol deluje brez njega, tudi ko gre on spat, še vse deluje. Ne? To storitve so lahko zelo redo kot neko izhodišče, ne? Ampak fesla in logika še vseeno temelji na tem, da mora storitev nekaj, kar ti manualno delaš s časom, postane nek standardiziran produkt, ne? Ki ga ti ponavljaš, pa pol 10krat prodaš, 10krat manj časa, oziroma neka delegacijska zadeva, da ti zdaj, tako rečeno, da si ti na koncu šefe, ki sam naredi strategijo, ne? Tudi lahko zdaj po svojem znanju, ali pa da to pretvoriš dejansko v nek fizičen produkt, ne? Oziroma sistem. Zdaj, sistem to bi bil tudi on omeni, da ti recimo tudi lahko neke licence prodajaš za neke. Ne? Ja, sam to, ko si pa rekel, da imaš, kar imaš produkt, ali pa če imaš ti zdaj prav podjetje, pa imaš ljudi zaposlene, da tudi to da kot opcijo, ampak mislim, da izpostavi, da je to v bistvu najbolj nepredvidljiv od vseh, samo zaradi tega, ker še vedno delaš z ljudmi. Pa ful veliko imaš dela s tem. Tako je, res je. Tako da on, ne vem, mislim, da najbolj priporoča, če hočeš neke digitalne produkte. Da je to kao najboljša opcija, zato ker načeloma ti so najcenejše, ne? Rabiš načeloma dostop do interneta, pa pač laptopa ali whatever, pa ne rabiš nobenega skladišča, ker je pač digitalno, ne? Pa za pošiljati ne rabiš nobene pošte načeloma, vse pač gre preko interneta in je res zelo donosno, ampak še vsaj je pa zdaj težko do tega prijeti. Pač ni to kar tak, ne? Recimo ti fizični produkt, pa neko storitev, lahko zelo enostavno narediš, če se zmeni, da ti prijem travo pokositi, ali pa produkt, ne vem, ko šalco grem poslika in pač ti porišem, pa lahko za to prodam, ali pa recimo delam neke deske zarezati, ali pa to je zelo tako zdaj banalno in primitivno, ampak to je bil zdaj tak osnovni primer. Jaz imam 4 sisteme napisane. Sam, da se narobe spomnim, ampak tako, da bi jih porangiral od najboljše opcije do manj dobre opcije. Zdaj to so fast lane primeri ali kaj? I guess, to, ko smo se zdaj menila, se pravi najemni sistemi, torej stanovanja, turizem, real estate, patenti, avtorske pravice, pa to, ne? Pol imaš programski sistemi, IT, pol sistemi vsebine, tako si rekel, naprimer digitalni produkti ali pa knjige, informacije, tečaji, pa distribucijski sistemi, da ti fizičen produkt prodajaš, ali pa da celo prodajaš, torej da imaš franchising, tako naprimer McDonald's. Čeprav to bi jaz bolj rekel, da je najemni sistem franchising, ker je to tvoja licenca za nekaj, ki jo prodajaš. Ne? Ampak mogoče je pa franchising dal vsem, ker je še to vedno nekaj, kar na koncu fizično obstaja, pa se moraš mogoče malo s tem ukvarjati. Čeprav, če si ti franšizor, ja, ok. Je tako se reče. Ja, da si lastnik tega, pa je to drugačno. Ja. Torej, bolj ko si na vrh verige, boljše se to je. Ja.
Okay. Na koncu bila pa podjetja, to, ko sem rekel, da je tudi način, ampak najbolj nepredvidljiv. Okay. Zdaj imamo pa neke, bi rekel, zapovedi, oziroma on našteje commandmente. Sam da razjasnim. Kdaj? Podjetje v klasičnem pomenu besede, ker za vse od teh stvari moraš imeti podjetje, ne, ko smo zdaj o njih govorila, ampak v klasičnem pomenu besede, da je to fabrika, naprimer, ali pa zgradba, kjer so ljudje zaposleni, ki jih imaš pod sabo. Kam to spada zdaj? Da je to najbolj nepredvidljiv način, najbolj nepredvidljiv. Ker imaš največ dela z ljudmi. Je ogromenih faktorjev, ker imaš več ljudi zaposlenih, je to ful stvari, ki jih je treba menedžati. Zdaj pa gremo na commandmente oziroma neke zapovedi, če hočeš, mislim, da jih je 5. Zapovedi česa? Tega fast lane-a. Ja, tako je. Okay. Okay. Prehitevalnega pasu. Zdaj, kjeri so, bi rekel, na nek način faktori, ki face vplivajo na to, no? Zdaj tako neke zapovedi. Ja, zapovedi prehitevalnega pasu, vse, I guess. Zdaj, če sam naštejem, najprej nadzor, vse bomo šla čez vsako pol. To je next. Kaj? Next je to. Tist akronim NCST. Aha, ja. Ne, ni. To je nekaj druga, sorry. Si ziher? Ja. No, se ni, ok. V glavnem nadzor, vstopna ovira oziroma kakšna vstopna točka, potem, da gledaš na potrebe. Ja. Kaj si ugotovil? Neč, ker sam govor. Nima veze. Skalabilnost oziroma scale oziroma koliko se da zdaj to je ista stvar. Razširiti. Ja, ne? Ja. Pa potem časovna ločitev, oziroma tam pač verjetno je tole ti malo pobrkal, ker sem slovenske probozvajem. Verjetno imaš drugače pa control, entry, need, scale, time. No, sam da razjasnim, ko je mi dva tule blebetama, akronim v knjigi je bil NCST kot next in imaš pa vse te besede. Need, entry, control, scale, time. Še vedno so to pa zapovedi prehitevalnega pasu. Jaz vam pa napisal, da je to cesta bogatstva. To svaka čas, da se znajdeš iz tega. Mislim, ja, se štekam. Takrat, ko si bral, ti je bilo pa moje kristalno jasno. Ja, sam zelo, če bi šel za nazaj, pa tako ne. Poleg greš malo na četa, mi lahko narediš obnovo. Kaj boš v vsaki teti besedi kaj povedal? Zdaj pa ve, a bi mi dva to dala v 2 dela ali bi nadaljevala? Ja, bomo dala 2 dela. Da rečemo, da zdaj prekinemo. In zdaj govoriva naprej o teh... Ok. Hva? V glavnem, spoštovani poslušalci, da ste poslušali ta prvi del podcasta o knjigi pisatelja MJ DeMarcota Millionaire's Fastlane. Tako. V naslednjo sredo pa sledi nadaljevanje. Tako, nas videnje. Kat! Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Lajkajte, komentirajte in se naročite na kanal. V nasprotnem primeru se vam bo na vseh napravah pobrisala vsa gesla. Vsa gesla.